Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Upam, da ste si vzeli čas za tale predah. Predah v gibanju. Že hitimo skozi življenje in vendar so določene situacije, ko se moramo ustaviti. Včasih zaradi svojcev, ki so nam najbližji, včasih zaradi znancev, včasih zaradi bolezni, včasih zato, ker nas nekdo zapusti. Pa boste rekli, takole, tik pred prvomajskimi prazniki, ali je prav, da govorimo o teh temah, o katerih bomo govorili danes? Zagotovo je prav, kajti življenje teče vsak dan. Vsak dan se rojevajo novi ljudje, vsak dan nekateri umirajo. In nekega dne bomo tudi mi prišli na vrsto. No, ampak tema ne bo turobna, kajti naša gostja je zelo zanimiva, živahna in vesela punca. Kristi Žmahar. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Poglejte, Kristi, tole vašo knjigo sem dobila v roke, Nebesa zdravijo. In moram reči, da sem jo prebrala v obdobju nekega svojega žalovanja in vi pišete o žalovanju. In tako kot sem omenila, ne moremo reči, da je žalovanje in razmišljanje o smrti pravzaprav samo rezervirano za čas okoli 1. novembra. Takrat je pravzaprav za vse tiste, ki se s tem ne srečujemo preko leta. In vendar izguba tvojega dragega te lahko ujame vsak hip. Neko trpljenje, ki je v zvezi s težko boleznijo, se lahko pojavi kadarkoli. Ne vpraša, ali je pomlad, ali je poletje, ali je zima, ali morda čas ustreza, ali nam paše, ali bi morda to radi prestavili. Poglejte, vse to se je pravzaprav zgodilo vam. In nekako ste me nagovorili, kajti vaše izkušnje, ne glede na vašo mladost, so pravzaprav izjemno dragocene. Izkušnje, ki so zagotovo izkušnje mnogih ljudi. Po drugi strani pa marsikdo o tem nima pojma in vendar ga že naslednji hip, že jutri lahko pričaka za vogalom. Ampak prvo vprašanje, pa kljub temu, naj bo tisto eno izmed 3 obveznih v tej oddaji. Povejte mi neko izkušnjo, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa se vam je življenje obrnilo v drugo smer. Ja, življenje je res zanimivo, ne? Moja izkušnja, kjer se je vse obrnilo, ne bom kategorizirala boljše, slabše, drugače, je bilo definitivno ne samo smrt moje mame, zaradi česar je v bistvu nastala ta knjiga, ki jo imamo danes tukaj, ampak tudi bolezen rak. Ko je prišla bolezen rak v našo hišo, sem se jaz postavila eno drugo vlogo. Prej sem bila navihana najstnica, razigrana Kristi, potem sem bila pa kar naenkrat v vlogi nekoga, ki je mogel skrbeti za svojega najdražjega. Poleg tega, da je bila mama bolana, sem se jaz soočala s tem, kaj jaz doživljam, kaj bo, če jo bom izgubila. Težko mi je bilo vsakič, ko sem slišala, da ona trpi, da bruha, se to dogaja. Ne? Zdaj, če pogledam nazaj, jaz temu rečem življenje pred življenjem, potem je bila bolezen rak in pol življenje po življenju. Jaz mislim, da me je to obrusilo v diamanta, da sem postala povsem druga oseba in ta izkušnja, kljub temu, da je bila težka, je prinesla tudi veliko dobrega. Dostikrat, ko ljudje pomislijo na smrt, ne morejo pogledati z tega stališča, da bo prinesla nekaj dobrega. Pa kljub temu, potem, ko mine čas, se zavemo, da pa prinese tudi malce drugačne izkušnje, kot smo mislili, da bo ne samo žalost, ne? Tudi na vse zadnje ponižnost, skromnost in tako naprej. Tako da jaz bi rekla, da celotno moje življenje, ta vez z mamo, bolezen in potem njen odhod, je mene naredila to, kar sem v bistvu si že od majhnega želela biti, samo nisem vedela, kako se temu reče. Tako da jaz bi kar to označila za to. Pomembno izkušnjo. Namreč ponavadi, ko so ljudje mladi, vendarle še ni toliko izkušenj, ampak to je neka zelo tragična izkušnja, skozi katero pravite, da ste se obrusili v diamant. Ali se dejansko skozi trpljenje, tako kot že pravzaprav stara verstva učijo, pa ne nazadnje tudi druge starodavne tradicije, da človek na nek način se more izpiliti skozi življenje, da lahko postane človek? Jaz mislim, da je resnično tako. Sem se spraševala, zakaj smo ljudje tako naravnani.
Ampak ponavadi, sicer ne želim popredalčkati kogarkoli, ampak ponavadi je tako. Ko je vse rožnato, ko se imamo fino, ko smo dobre volje in ko smo uspešni, ne razmišljamo o globih stvarih, ne delamo na osebnostni in duhovni transformaciji. Mi se v bistvu navznoter obrnemo šele takrat, ko nam je nekaj hudo. Ni nujno to smrt v družini. Dosti je tudi ali bolezen, ali nekdo zgubi partnerja, ali pride do tega, da je na samem finančnem dnu. Skratka, nekaj tazga, kar bi mogoče dal nalepko na to trpljenje. Ko ti nekaj težko, takrat se ti zaveš, da moraš nekaj spremeniti. Nažalost smo tako naravnani, ko smo na vrhu uspeha, da težko vidimo, kaj moramo še narediti, da bomo tam gor tudi ostali, a ne? Medtem ko trpljenje pa zelo hitro veš, če ne bom nekaj spremenil, se bom takole še zelo dolg časa počutil. In to so veliki preobrati. In tudi, če pogledamo vse velike svetovne zgodbe, recimo zelo rado vzamem primer Oprah Winfrey. Iz kakšne zgodbe je ona prišla? Iz zlorabljenega otroka na samem dnu. Nihče ne bi rekel, da bo taka velika ženska postala, se je rodila taka zgodba. In ponovadi, če bi šli vse velike zgodbe raziskovati, bi prišli do iste rdeče niti. In to je to trpljenje oziroma ta dno življenja, ki te potem pa izstrelil na sam vrh. Kristi, zdaj vi delujete kot, kako sem že napisala, svetovalka obžalovanju. Ste priznana, to vemo, na vse zadnje so tu tudi knjige, imate pa tudi certifikat za to. Kaj to pomeni? V bistvu ni čisto kot certifikat, ampak je mednarodna diploma neke angleške univerze, ki te v bistvu šola samo za to področje. Ni v okviru recimo bolj obsežnega programa, kakor je psihologija, ampak te trenira samo za svetovalca obžalovanju. To je ta program, skozi katerega sem ja šla. Potem sem se odločila, da to tudi malo nadgradim in sem naredila še mednarodno diplomo iz meditacije in potem sem iz tega naredila svoj program, kjer sem združila duhovno rast in klasične tehnike pomoči žalujočim in sem ugotovila, da se super dopolnjujeta in tako je nastal v bistvu ta prvi program, ki ga jaz vodim, duhovna pomoč žalujočim, za vse tiste, ki si želijo malce drugačne pomoči, kot smo jo do sedaj poznali, a ne? In na podlagi tega so se tudi moji programi potem razvijali in na vse zadnje tudi ta knjiga je na tak način napisana. Kristi, kot otrok, kakšni ste bili? Kako bi moja, zdaj se sprašujem, kako bi moja mama to rekla, uporniška, navihana, trmasta, ambiciozna, po drugi strani pa blazno radodarna, čuteča, zelo sem imela ta čudo živali, domov sem prinesla od ranjenih ptičkov in ne vem, kaj vse sem najdla. Tako da imela sem v bistvu, še danes, ko pogledam, vedno ta dva pola, po eni strani zelo te aktivnosti in te veselosti, po drugi strani pa veliko mirnosti, pa sočutja, pa tako, ne. To sem jaz, Mavrica bi še mogoče najlažje opisala. Kristi, kaj pomeni, recimo, izgubiti mamo na tak način, kot ste jo vi? Kaj to pomeni, ja? Če bi me nekdo vprašal 3 leta nazaj, pa zdaj, kaj pomeni, definitivno še danes me ljudje vprašajo, verjameš v posmrtno življenje, verjetno ti je lažje in ti je bil to blagoslov. Jaz ne bi mogla temu to reči. Meni je to še danes še vedno izguba. Če smo čisto iskreni, mi je izguba. Koliko let je, kar imamo? 3 leta bo 1. junija. Je izguba. Meni se najlažje bi mogoče opisati tako, ker en delček mojega srca bo vedno manjkal. Kljub temu, da se jaz zavedam, da je ona še vedno z mano, je drugače. Na zemlji se zdi drugače. Tako da jaz bi tako opisala kot manjkajoči del srčka, ki bo vedno z njo. In jaz mislim, da je tako čisto v redu in nimam čisto nič proti temu. To se pravi, izguba pravzaprav ostaja. Ostaja. To je na nek način normalno. Ljudje pa si verjetno tudi predstavljamo, ko žalujemo, ko nam je težko, ko nam je hudo, da bomo potem nekega lepega dne pa to pravzaprav odložili in da bo tako, kot je bilo prej. Ali je lahko tako, kot je bilo prej, po smrti nekoga, ki nam je blizu, ki nam je drag, ki ga imamo zelo radi? Tako bom rekla, nekaterim je tako, kot je bilo prej. Recimo jaz za sebe vem, da ne bo nikoli več tako kot prej. Vedno bodo obstajali datumi, ki mi bojo spomnili, vedno, ko pogledam sliko, se bom spomnila. Pri močnih, zdaj govorim, pri izjemno močnih niti ljubezni, sploh recimo, to bi starši, ki so izgubili svojega otroka, vedeli trenutno, o čem jaz govorim, ni več enako. A si spet srečen, a se smejiš, seveda.
Seveda, ampak ni pa več enako. Ampak sprejmeš to kot del tvojega življenja, greš naprej. Ampak se pravi, umanjkajoči delček je še vedno nekje v vesolju, še vedno s tvojo drago osebo in vsak spomin, ki ti sproži, ali obletnica, recimo jaz sem imela to zdaj za veliko noč, nisem imela nikomor, kamor bi lahko nesla jajčka. In se spomniš in pride solzica in to je čisto v redu. S tem povemo, s tem, ko pogrešamo, povemo, da je bilo vredno. To pomeni, žalovanje je cena, ki jo mi plačamo za ljubezen. Poglejte, Kristi, tule ste leta 2010 v knjigi, zdaj govorimo o tej vaši knjigi Nebesa zdravijo, napisali: draga mami, vse najboljše za rojstni dan. Ampak mami takrat ni bila več z vami. Zakaj ste ji pisali pisma? Tu je kar nekaj pisem, pravzaprav še potem mami, ki je bila že v neki drugi razsežnosti, recimo tako, da ne bova uporabljali besed, ki so morda na nek način tudi skozi zgodovino na drugačen način razumljene. Ko sem jaz pisala ta pisma in to sem jaz videla, ta pisma so blazno pomembna, to je recimo tudi del moje tehnike, katero jaz predajam naprej, je v bistvu ta pisma niso bila toliko povezana z njo, kakor so bila povezana z mano. Jaz sem želela ohraniti vez z njo. Če se jaz ne bi spomnila več na njen rojstni dan, če bi jaz hotela se skupaj izbrisati, pomeni, kot da ni nikoli obstajala, jaz bi jo izbrisala. Ta pisma za mene pomenijo, da ona še vedno živa, da obstaja. Ker tako je, tudi pri pokojnikih je tako, dokler obstajajo v naših srcih, so res živi. Kljub temu, da jih ni več fizično z nami. Dostikrat tudi sem slišala pregovor, da pokojniki dejansko umrejo takrat, ko mi prekinemo nit ljubezni in jih skušamo pozabiti. In jaz si še danes napišem pismo, pa se malo pohecam iz nje, pa tako, sicer sem mogoče malo lažja ta pisma, ampak rada ji pač pošiljam to vibracijo, še vedno mislim na te in do dneva, ko se zopet srečava si v mojem srcu. To so za mene ta pisma, ne? Kristi, odkot ste doma? Odkot? Kje stanujete, kje živite, kje ste se rodili? Rodila sem se v Ljubljani, potem sem stanovala v Domžalah z mami, potem smo se skupaj preselili v Kamnik, trenutno sem pa najdla svojo srečo v Ivančni Gorici, tako čist nek drug konc, iskala sem nek miren kraj, ker tudi delam v Ljubljani, da se lahko umaknem, pridem iz unega vrveža in si spočijem konec dneva. In recimo, kako pa je izgledala vaša šola? Moja šola? Zabavno. Jaz, ko mi rečejo šola, kako je bilo v šoli, kaj si se učila, tako, jaz tega ne spomnim več, bila je samo šola, kako je izgledala, velika preobrazba zame, predvsem zaradi ljudi, ki sem jih jaz poznala v šoli. Jaz sem imela veliko zelo zabavnih sošolk, prijateljev, prijateljic in smo veliko dali skupaj čez. Ko jaz bi rekla, da sploh srednja šola je bilo najboljše obdobje mojega življenja. Tako se jaz spominjam. Zdaj sama šola, pa tisti papir, ki ga na koncu dobiš, blazno nepomembno, ampak izkušnje te mladosti, ko si resnično cvetel, pa neprecenljivo. In recimo kot najstnica ste bili kaj problematični? Saj vaša mami kaj pritoževala čez vas? Je recimo, ne vem, ste imeli kakšne težave? Namreč zdaj vse tako zelo idealno zveni. Najbrž ni bilo, ne? Ne, seveda ni. Vse v nobeno pristnem odnosu starš otrok ni vse idealno. Ja, seveda sem imeli težave, predvsem s tem, da sem bila uporniška. Z ocenami recimo nikoli, ampak rada sem si pa lase na modro pobarvala ali pa prišla prepozno domov pa tako. In največkrat, kada so se skregali, sta bile dve stvari. Ena je bila to, da je njo skrbelo kot mamo, zato ker sem jaz seveda hotela se zabavati naokoli in tako naprej. In druga stvar je bila pa ponovadi neurejena soba. Ker ni bilo vse zloženo v omari, tako kot bi mogli biti. Moja mami še enkrat celo probala nalepke mi dati v omaro, majčke, hlače, pa tako, pa ni šlo. Tako, to je bilo to, ampak to so bili prepiri, ki so bili hitri pozabljeni. Zdaj pa rekla, kakšne večje zamere, pa tako smo imeli, pa to pa ne. To pa ne. Ja, in potem recimo vaša mladost, odraščanje, pravzaprav samo ob mami. Oče je bil nekako odsoten, lahko tako rečem? Ja, oče si je v bistvu že nekako
pred mojim rojstvom, no, dva meseca pred mojim rojstvom, se je poročil z drugo partnerico in sta potem tudi imela družino, tako da imam 2 polsestre in enega pol brata. Ampak mi da z mami so pa pot nadaljevali sami. Ja. Potem skozi leta so se tudi stiki zaradi takih in drugačnih razlogov z očetom zgubili in so ostali sami. Poglejte, ali recimo na nek način ste se počutili kdaj prikrajšano ravno zaradi tega, ker ste imeli samo mamo? Ali je morda se v vas tudi pojavljal strah, kaj bo, če izgubim mamo? V bistvu ta strah, kaj bo, če izgubim mamo, ne, dokler ni zbolela. Potem ja. Ampak kot otrok, zdaj, če bi rekla, da nisem pogrešala očetovske ljubezni, bi lagala. Meni je moja mami vse dajala, ne? Ampak ko sem recimo pa poslušala sošolke govor, ja, me oče tja pelil, pa tako je bilo, pa to, sem si jaz tudi zaželela, da bi imela neko moško figuro, ne? Ampak potem sem to sprejela kot del življenja, vedela sem vedno sem vedela, da tako mora biti. Je pa res, da sem mama blazno trudila ta manjkajoči del mojega življenja nekako ustvarjati. Ne bi rekla, da sem zdaj zaradi tega bila zelo prikrajšana, lahko pa rečem, da sem pogrešala, to pa vsekakor. Kaj pa recimo potem, ko ste študirali oziroma ko ste počasi se začeli postavljati na svoje lastne noge? Nekaj časa ste bili celo brezposelni. Ja, kar nekaj časa sem bila brezposelna. Jaz sem v bistvu, ko sem prišla iz najstniških let, sem sledila svoje velike ljubezni, to je bil ples. Ker sem bila od majhnih nog plesalka in potem sem bila tudi učiteljica plesa, potem sem imela pa malo večjo prometno nesrečo in poškodbo hrbtenice in tam se v bistvu v mojem življenju vse preseka. Zaradi tega, ker ta poškodba mi je delala blazne težave, bolečine, nisem bila sposobna za delo, za 8-urno delo, tudi zdravniškega spričevala, takrat nisem dobila, nihče me ni hotel vzeti v službo. To je bilo tudi eno tako blazno težko obdobje, ko se enkrat zaveš, ne vem, star si 24 let, nimaš redne zaposlitve, živite mama, to ni lahko za posameznika. Še danes sem jih hvaležna za vse, kar je naredila, ampak moram reči, sem se kar borila in šele potem, ko smo nekako to poškodbo sanirali, da sem se lahko postavila na lastne noge, sem zaživela. Potem sem pa glih fajn zaživela, no pa od teme pa že mami zbolela. Tako da včasih zdaj pogledam svoje življenje in se rečem, mislim, da sem šele zdaj spočila. Od vsega tega, ker to je bilo, ne vem, 10-letno obdobje vsega skupaj, včasih sem tako doma, pa so ležem reči, zdaj sem pa spočila v življenju. Mečkam končno, prvič. Poglejte, ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Želeli ste si biti plesalka in vendar, življenje pravzaprav na nek zelo krut način to prekinilo. Vidite danes razlog, zakaj? Ja, vidim razlog, zakaj. Če bi jaz ostala v plesu, bilo moje življenje čisto drugačno, resnično drugačno. Tako verjamem, kak namen je bil zadaj. Verjamem, da sem bila poklicana, da pomagam velikemu številu ljudi, tako da nimam obžalovanj, ko pogledam življenje nazaj. Zaradi tega, ker tudi mi rečejo, Kristi, kaj se pa vse tebi ni zgodilo? Pa družina, odhod očeta, bile ste same, pa finančno bilo težko, pa brez službe si bila, pa poškodba, pa mama je zbolela, pa tako. Ampak po drugi strani, zdaj je zelo velik, kljub temu, da sem mlada, zelo velik rank ljudi lahko razumem. Lahko razumem in če lahko razumeš, lahko še bolj ustrezno pomagaš, kot če se samo naučiš, kako pomagati, ker izkušnje so definitivno najboljši učitelj. Pa vam ljudje zaupajo, kljub vaši mladosti. Namreč, tako če pogledamo, vendarle največ ljudi verjetno žaluje nekje v mojih letih in potem tudi starejših. Najprej izgubljamo starše, pač po neki taki naravni logiki, izgubljamo partnerje. Jaz bom rekla, da mi zelo zaupajo. Tudi jaz sem se na začetku, ko sem začela delati, sem se spraševala, a mi bojo zaupali. In ljudje, ki so začeli k meni hoditi, sem jih vprašala, zakaj so mene zbrali. Jaz sem mislila, da so me zbrali glede na mojo diplomo za svetovalca v obžalovanju ali pa glede na knjigo. In najbolj sem bila presenečena, ko so mi rekli, ne, začutili smo te.
Ko smo bili na tvoji internetni strani, smo prebrali zgodbo, smo te začutili, zato smo prišli k tebi. Videli smo tvojo fotko in smo zato prišli k tebi. Jaz mislim, da srce pokliče, da vsak, ki rabi pomoč, bo poklican tistemu terapevtu, ki mu bo najbližje, zato ker ranjeno srce zna izbirati pomoč. Veste, to so pa neke take intuitivne zadeve, ki bi jih z logičnim umom zelo težko razložila. No, marsikaj z logičnim umom ne moremo razložiti, predvsem pa vašega sedanjega dela. Ampak predno se bova lotili teh delavnic in vsega, kar počnete. Glejte, bili ste tudi televizijska voditeljica. Lahko bi pravzaprav sedeli nekje jaz na vašem stolu, vi na mojem in bi verjetno pogovor ravno tako tekel. Kaj vam je bilo tu izziv? Ste to radi počeli? Ja, seveda. Jaz pravim, če danes ne bi bila duhovni učitelj, bi bila definitivno pred kamerami. Všeč mi je bil cel ta utrip, povezava z gledalci, tudi ta šov na vse zadnje, to, da te ljudje vidijo, pa tako zelo rada sem to imela. To imamo plesalci malo že tako v krvi, radi nastopamo, radi se pokažemo, pa tako da moram reči, da sem bila kar rada pred televizijskimi kamerami. Ja. In zakaj niste potem več? V bistvu oddaja, v kateri sem jaz delala 1 leto in to je bilo tako 5-krat na teden v živo, se potem s časoma ukinila. Potem sem jaz pa že zajadrala na svojo novo pot. Na televizijo so me sicer potem še povabili nazaj za ene druge televizijske hiše, ampak potem sem ostala zvesta tistemu, kar sem začutila, da je moja nova pot in da grem naprej. Poglejte, ali lahko rečete, da to, kar zdaj počnete, da je vendarle, da to ni samo delo, ampak da je na nek način poklicanost, da je to poslanstvo? Seveda. Zakaj imate tak občutek? Taka stvar, ki jo jaz delam, ne more biti samo delo, ker potem je bilo lažje delati karkoli drugega. Zaradi tega, ker veliko je stvari, ljudje vidijo knjigo in rečejo super, ne vidijo pa vso transformacijo, ki moraš ti kot oseba narediti, da priješ do neke knjige. Ti lahko z ljudmi delaš, jih poučuješ, veliko energije čez tebe teče in če to jemlješ kot delo, to ne more obstati. Zakaj ne? Ker če to samo delo, je to preveč zahtevno delo, ki te na dolgi rok blazno izčrpa. Potem je bilo lažje imeti neko navadno službo. To je ljubezen. Ljubezen pa zaradi tega, ker vem, čez kaj ti ljudje grejo in ker jaz začutim tako močno željo, vem, kaj se mu dogaja, jaz sem tudi kole bila, lahko ti pomagam. To je življenjsko poslanstvo. Veliko bolj kot delo. Kaj pa recimo ta stik z onostranstvom? Ali ga lahko vsak vzpostavi, ali imate vendarle neke določene darove, do katerih morda mi navadni smrtniki ne moremo? Ne, tako bom rekla, medijstvo, to pomeni stik z onostranstvom, je definitivno dano vsakemu iz nas. Zakaj imamo nekateri te čute bolj izostreni, drugi manj? Zato, ker smo se mi temu posvetili. In tudi vidim, kdaj se ljudje odprejo tem darovom, ko ponovadi nekoga izgubijo, ko grejo čez neko to fazo osamljenosti, ko so sami po noči in ko se dejansko med zemljo in nebesi ta slika vmes zniža, te blokade se znižajo in nam lahko tudi nebesa bolj pristopijo. To se da izostriti te čute, je pa potrebno veliko predanosti, ki pa dosti ljudi pa ne želi razviti. Veliko meditacije, ogromno izobraževanj, ogromno biti v nekem stanju, kjer se sploh lahko taka sfera približa. In samo to je razlika. Jaz nisem čisto nič posebnega. Še nekaj mi povejte, recimo uporabljate besedo nebesa, nebesa zdravijo, nebesa odgovarjajo. Pa vendar, ta vaša nebesa so nekaj drugega, kot recimo ta tipična katoliška nebesa, če recimo rečemo na eni strani nebesa, na drugi pekel in vmes vice. To je popolnoma nekaj drugega, kar vi uporabljate. Popolnoma. Kaj recimo pomeni za vas? Nebesa odgovarjajo, nebesa zdravijo, nebesa se približujejo. V svoji drugi knjigi sem napisala zgodba, zakaj je v bistvu sploh prišlo do naslova. Vsi moji produkti nosijo to rdečo nebes, imam tudi angelske karte, nebesa sporočajo. Jaz sem v tem času, ko sem mislila, da želim komunicirati samo z mamo, sem ugotovila, da obstaja še kup enih drugih biti. Da obstajajo angeli, pa da obstajajo mojstri, potem sem enkrat imela ovico moroga in zdaj to je ogromno teh biti. Nekateri so celo duhovnih bitij. Seveda, eterična bitja. In potem jih je bilo to, ko sem jaz rekla, pa veste kaj, jaz pa zdaj ne vem več, kako ne vam rečem. Kako ne v knjigi pišem, tam je pristopil, a vam lahko jaz kar eno ime dam,
pa se enkrat na dan Mihael pohecal, rekel, ja, reč nam kakorkoli želiš. Meni ste tako lepi, sem rekla, a bi bili nebesa, kar pomeni celotna nebeška sfera, ne bo povezana s tem. In vam bom rekla nebesa, za mene je ta naslov nebesa, zato ker nosi ta prevdih ljubezni. Tako za mene so nebesa ljubezen. In lepota, ne? Ja, tako. Ja, ustanoviteljica ste projekta Potovanje duše. To so skupinske delavnice in meditacije. Kaj to pomeni ustanoviti nek projekt? Izmisliti si nekaj ali morda združiti že določena znanja? Kako ste vi prišli do tega? Ustanoviti nek projekt pomeni predvsem delati na svojih avtorskih programih, kar pač narediti neko delavnico iz znanja nekoga drugega, pa to je prav, da se potem tudi pove, iz katerih literatur in vse to izhaja. Medtem ko ustanoviti svojo, tudi recimo Potovanje duše je blagovna znamka, pomeni razviti avtorske programe, vedno imamo vsi neko znanje, ki smo ga pridobivali, ampak potem smo ga nadgradili v nekaj avtorskega, v nekaj svojega. V bistvu so nam bili drugi programi samo iztočnica in to tudi pomeni ustanoviti nekaj svojega. Tako sem ustanovila pač Potovanje duše in ta druga stvar, žalovanje.si, portal za žalujoče, drugačen portal kot vsi drugi. To pomeni duhovni portal za žalujoče, kjer se lahko gor v bistvu srečujejo, brezplačna svetovalnica. Tako na ta dva projekta sem kar ponosna, da obstajata. Kristi, kaj pa sicer recimo, ste nam pripravljeni zaupati 5 svojih dobrih lastnosti? Ne bom vprašala po slabih, ker me te ne zanimajo. 5 dobrih lastnosti. Prva je navihanost, jaz vedno zelo sem rada navihana, tudi komu kdaj rada kaj ušpičem, tako moram priznati. Še vedno? Ja, še vedno, zato ker je pa to tako zabava, ampak koga ki tako pohecam, pa mu kaj ne štimam. Druga je iskrenost, definitivno iskrenost, nisem popolna, sem pa iskrena, a 5 jih moram. Ja, kar 5. Tretja je, da sem vesela. Zelo se veselim življenja. Tudi še vedno rada plešem, pojem, skačam in rada nasmejim ljudi. Četrta je velikokrat, moram reči, kar velika skromnost. Skromnost, vesela sem za vse, kar imam v življenju, hvaležna sem za to. In mogoče 5. radodarnost. Čez kelego dobim pa tako zelo rada dajem naprej, rada dajem dobrodelne namene za živali pa tako. Recimo teh 5, če bi že mogla izpostaviti. Ja, to je zelo zanimivo. Namreč nekoč mi je neka gospa rekla, ko sem se izkušala zahvaliti za neko uslugo, pa kaj vam lahko naredim, pa kaj lahko vrnem, je rekla nič, daj naprej. Tako. Mislim, to je zelo, zelo tak zanimiv moto, kako pravzaprav se zapletamo v nekih odnosih za nazaj in kako bomo drug drugemu dali vse več, potem postajajo to neke obveznosti, neke take in drugačne. Lahko se pravzaprav dejansko znajdemo tudi v nekem slabem počutju, čeprav hočemo najboljše. To je zato, ker ljudje vedno živimo v teh pričakovanjih. Tudi ko dajemo, ne dajemo iskreno, ampak zato, ker povračilo pričakujemo. Jaz sem gotovila, ko ti nekaj iskreno daš, takoj se ti vrne. Takoj. Mislim, jaz sem imela toliko takih neverjetnih zgodb, ko sem nekaj dala, pa mi je bilo tako, hodila sem samo na smeh videti, nekomu, ki ni imel. Pa sem dobila pa z druge strani neko tako simboliko. Nekdo mi nekaj prinesel, pa je bilo majhen predmet, ampak za mene zelo velik simbol, recimo mamin simbol, karkoli, takoj prija nazaj. Ko bomo začeli iskreno dajati, se bo tudi ta naš svet začel čisto drugače vrteti. Kristi, kaj pa ta stik z materjo? Namreč vi imate še vedno ta duhovni stik z njo. Kako ga dejansko dosežete? In kaj vam to pomeni? Oziroma, ali podobno počnete tudi z ljudmi, ki pridejo k vam na, recimo, svetovanje? Ja, zelo podobno počnem. V bistvu je to ena in ista vibracija, samo da ta z nami mogoče seveda meni srčno malo več pomeni. Največ se povezujem z njo preko meditacije. Moram reči, da najbolj intenzivne izkušnje imam pravzaprav ljudi reče, tako, če jo pokličeš pa zmeditiraš z njo, dobiš najboljša sporočila. V bistvu da je najboljša sporočila dobim skozi sanje. Zakaj? Zato, ker se zjutraj zbudim, je meni to popolnoma resnično. Kot da sem bila z njo, pa to so take malenkosti. Recimo zadnji sem sanjala, da sva šle skupaj v shopping, sva šle mi v trgovine in sva kupovali. In mi je rekla to zberko.
hecno je bilo, ampak meni je bilo to tako, mi da so bile, družile so se, povedali mi, kaj je počne in ko se zbudiš, ti si bil tam, ti to čutiš. To so te komunikacije. Ljudje me sprašujejo, ti fizično videvaš dušo, zdaj jo kle vidiš. Ne, mogoče se mi je 2-krat zgodil pri belem dnevu. To je zelo težko. Tudi težko bi bilo tako živeti, kot smo v kakšnih nadaljevankah videli. Obstajajo še vedno določene meje. Tako da največ je takih komunikacij. Kaj pa recimo, kdo ste? Kdo sem? Ja, najlažje rečem, da sem Kristija, ker imam to tako specifično ime, ampak pa moram razložiti. Kdo sem? Preprosto dekle, ki je tukaj, da širi ljubezen. Jaz dostikrat gledam nase tako kot na kurirčka, da prenašam Božje sporočilo ljubezni med ljudi. In ful sem ponosna, da sem v taki službi. Jaz dostikrat rečem, da imam tazga šefa Boga, tako da to sem jaz. Poglejte, ali imate kdaj občutek, da ljudje vendarle tak način dela in to, kar vi počnete, to, o čemer govorite, da na nek način jemljajo nekoliko zasmehljivo? Seveda, vsak dan. Vsak dan. Vsak dan se najde nekdo, ki ali kritizira naše delo, ali ga ne razume, ali te napada, pa tako. Ampak to je normalno. Jaz to ljudem ne zamerim, pa vam tudi povem, zakaj ne. Zato, ker vem, da oni ne zasmehujejo mene kot Kristi, ampak je to obrambni mehanizem pred nečem, kar ne razumejo. O teh stvarih po en stran se govori, po drugi strani je pa še vedno tabu. Pa ne samo smrt, posmrtno življenje. Vse ljudi to zanima. Vsi smo se kdaj že vprašali to, kaj je naš obstoj, kdo smo, Tako da, ja, je tudi veliko zasmehovanja, pa tako, ampak jaz se na to negativno plat ne osredotočam. Vem, da sem bila jaz ena izmed teh ljudi, ki je včasih to zasmehovala, dokler nisem spoznala, kar sem spoznala na svoji koži. In jaz mislim, da tistim, ki je namenja, da spoznajo te druge plati, bo prišel trenutek, ko bojo spoznali, takrat bojo vedeli, na koga se lahko obrnejo. Do takrat jim pa jaz želim veliko sreče in jim dajem vso pravico, da ne sprejemajo tega, kar jaz delam. Poglejte, Kristi, materializem tako globoko se je zažaril nas, da nas dejansko nas kvari. Iz nas na nek način nas hoče razčlovečiti. Kako recimo se vi borite proti temu? Jaz se ne borim. A veste, to je naša največja napaka, ker se skozi borimo proti nečemu. Da se ti reče, denar te pokvari, materializem, tako. Veste, kaj sem jaz spoznala v vsem tem času? Denar te samo pokaže, kdo v resnici si. Ker če imaš toliko denarja, lahko z njim narediš tudi marsikaj dobrega. Če narediš slabo, navzven iz materializma, pomeni, da je bil to samo tvoj notranji odraz, ki je prišel na plano. Denar, materializem, kakorkoli že, je samo orodje tega. Tako da jaz se ne borim, tudi sama sprejemam denar, veliko ga dajem naprej, ga dajem za projekte, ga dajem za ljudi in dobrodelnosti, ampak ga jemljam samo tako, ko je, orodje. To je sistem, katerega smo mi v našem življenju postavili. Vsi nekako živimo in to je orodje. Ne dajemo pa osebnega pomena, ker ko mu bom jaz dala osebni pomen, bo začel voditi moje življenje. Ko bomo enkrat ljudje to dojeli, bomo kot številka 1 vsi živeli v obilju, številka 2 ne bomo se obremenjevali, da je to gonilna sila vesolja. Ja, tako kot se mnogokrat misli. Poglejte, omenili ste že, da imate zelo lep odnos do živali. Imate kakšno živalco? Živite z njo? Ja, imam. Pravzaprav sem imela, moram reči, do nedavnega, oziroma 2 leti pa pol, sem imela 3 živalce. To je bil papagajček, ki je umrl 2 meseca pred mamino smrtjo. Potem smo imeli zajčka, ki je umrl na dan mamine smrti. In potem sem pogledala še to mojo psičko, ki je bila sicer mamina psička, skupaj s svojo imela in sem rekla, Tara, ti se pa ne heci. Ti moraš postati z mano, ker jaz imam pa samo še tebe. Tako da Tara je še vedno z mano, navihana, lušna, tako da. To je to, živim v stanovanju, ampak si pa želim enkako imela hišo, bom pa verjetno še marsikaj drugega domov privlekla. Ali pa se bo samo preteplo, da me tudi živali vedo kam. Ja, ptički, to imam zelo rada. Kaj pa recimo kakšen šport, poleg plesa? Ja, trenutno sem glih dober po operaciji kolena.
Tako da moram reči, da kar mečkam trpim, ker ne moram športati. Zelo rada imam plavanje, ampak še vedno bom rekla, da je prva ljubezen ples. In še vedno ostajam na vseh teh, takoj čakam, da se vrnem na plesne tečaje, pa te aerobne vadbe, ki so z glasbo, pa latino glasbo. Tako, to se mi zdi, da bo kar zavedno ostala. Kaj pa radi plešate? Jaz sem sicer, ko sem bila plesalka, sem trenirala hip-hop, show dance. Zdaj sem pa bolj šla... To je pa tisto, kar akrobatika, ne? Če se prav kaj spoznam na to. Ja, dobro, show dance, jaz sem bila v bistvu v tekmovalni skupini, ampak ni bilo tako, da smo se kaj po zraku metali. Drugače pa, zdaj trenutno pa bolj tako, ne? Salsa, zumba, te stvari, to mi kar paše, zdaj ti latino ritmi. Poglejte, zanimivo, ne? Človek bi rekel, ukvarja se po eni strani, se ukvarja z nebesi, meditira, po drugi strani pa pravzaprav uživa ravno v teh živih in zemeljskih ritmih, recimo. Dostikrat ljudi rečejo, duhovni učitelj si, mogla bi biti v beli halji. To ni res. To smo mi dali spet nalepko na to. Jaz sem ugotovila, da odkar ostajam še bolj prizemljena, delam zemeljske stvari, pazim na svoje odnose, športam in tako naprej, da se mi v bistvu še bolj jača ta sfera in ta povezava z nebesi. Ker biti preveč odzemljen in v nekih ne takih sferah, kjer si čist zasanja, tudi ni v redu. Zato, ker potem pozabiš, da si bil poslan na zemljo z nalogo in da moraš tukaj živeti in obstajati, zato, ker si tako zadal. To ljudem jaz tudi na delavnicah zelo rada na srce položim. Na planetu Zemlja ste. In nebesa so tudi na zemlji, sledite temu. In poiščite nebesa na zemlji, ne? Tako. Ne pravzaprav samo čakati, da bodo od nekod prišla. Recimo, povezava z duhovnim svetom. Kako, rekli ste že, vzpostavljate preko meditacije, ampak po drugi strani, enkrat ste rekli angeli, drugič duhovni mojstri, ali lahko vi izbirate, s kom boste vzpostavili stik? Ali recimo vi pokličete neko dušo nekega umrlega, recimo na željo enega od vaših, kako bi rekla, obiskovalcev delavnice? Tako. Jaz lahko izbiram, jaz lahko načrtno pokličem, oni se vedno odzovejo na naše prošnje. Dostikrat pa tudi tako, da potem dobiš v paketu še kakšno majhno presenečenje. Recimo dela medijstvo, pa se oglasi nek angel, ki ima nujno sporočilo. Ali pa nekdo hoče komunicirati s svojim očetom, pride pa babica. Ne moreš jo ignorirati, ne babica že nekaj povedati. A ona je tudi prišla pozdraviti, to je veliko družinsko snidanje. Ko delam meditacije, vedno zberem neko tematiko. Recimo rečem, v četrtek bomo delali z Nadangelom Mihaelom, ponedeljek bomo delali z mojstri, kakorkoli že. Dostikrat se zgodi pa, da tudi prije meditacija in prije še neko dodatno nebeško bitje, prav tem udeležencem želim nekaj povedati in zdaj jaz moram spremeniti program. Ampak se vedno dobro odzove na vse te spremembe, na to spontani tok življenja. In take meditacije so ponovadi res taka prava pravljica. Povejte mi še nekaj, kako recimo človek pride k vam? Se prijavi? Ja, ponavadi me pokličejo, mi pošljajo mail. Ponavadi je največ kar najprej preko maila. Preden se ljudje opogumijo, dvignejo telefon, večkrat povprašajo, jaz jim pošljamo informacije in potem, ko so pripravljeni, se dogovorimo za termin, uskladimo in tako to gre. Kristi, ali lahko zelo pomagate? Namreč poznam v svoji bližini neko gospo, ki je pred 3-4 meseci izgubila svojega partnerja, dolga leta sta bila poročena in zelo na hitro se je morala posloviti, pravzaprav niso pričakovali in zelo trpi. Ali recimo lahko pomagate tudi takim ljudem, ki so pravzaprav zakrčeni v svoji bolečini, ki težko zlezejo ven, kajti res je pravzaprav v zadju neka tako huda izguba. Takole, recimo dosti ljudi, ko se znajde v takem stanju, išče medijstvo, komunikacijo z dušo. Jaz takim ljudem rečem, da to ni dobra izbira, zato ker bi se lahko preveč oklenili tega, na tem, ko morajo oni nadaljevati življenje na zemlji. V tem primeru jaz začnem aktivno delati s človekom, svetovanje, obžalovanje.
tehnike, pogovor. Ponavadi imajo ti ljudje problem, ker niti nimajo toliko zelo veliko ljudi, s katerimi bi lahko to spregovorili. Dostikrat so sami v svoji bolečini. Ko pa obiščejo terapevta, ga obiščejo oni že s tem namenom, da bodo lažje spregovorili o tem. In moram reči, da se mogoče nam celo bolj odprejo kot nekomu, ki ga poznajo. Tako da, ravno zaradi tega. Seveda, ker verjetno je najhujše, če ti nekdo reče, joj, pa ne jokaj, saj ne bo nič bolje, se ne moreš nič spremeniti, pa zakaj se toliko jokaš. No, vse zadnje človek ima pravico, da joče, če je žalosten. To je najhujš. Solze, ki niso izjokane, so najhujš. Zaradi tega, ker to, da nekdo posluša tako govorjenje, ne pomeni, da to izgine. Potem pomeni, da človek samo potlači in to potlači v globoke nivoje podzavesti, mogoče to za določen čas pomaga. Ampak to je vulkan, ki bo izbruhnil v najhujši meri. Ko se bo zgodil nek dogodek, nekaj se bo zgodil v družini, ali se bo pa na osebni ravni zgodil. Čez 10 let mogoče to prija potem vse to žalovanje na plan. Mi smo zdaj imeli tečaj meditacije in smo imeli eno gospo, ki je že pred leti in leti izgubila nekoga, ki ga je imela rada, in je prišlo na tečaju meditacije tako žalovanje, da ni vedela, kaj ni narediti s to tesnobo. Seveda smo znali pomagati, smo predihali z njo, smo se pogovorili in tako naprej, ampak mi je bilo zanimivo opazovati to zgodbo, kaj ljudje naredimo, in se mi zdi, če primerjam, ko sem se pogovarjala Američani, pa recimo pri nas, če vzamem ta pri nas je zelo veliko tega umetnega nasmeha, jaz to rečem. Bod v redu, bod močen, ne joki, ne obremenjuj s tem nikogar, ne pogovarjaj s tem. Sam pust, čas bo zacelil vse rane. To ni v redu. V Ameriki so veliko bolj tako odprti in govorijo o tem, imajo delavnice, srečanja, imajo kempe in tako naprej. In jaz si zelo želim, da bi to pripeljali tudi v Slovenijo. Trenutno sama načrtujem projekt. Jaz trdim tako, vsak kraj v Sloveniji ima ljudi, ki umirajo. To je tako. Vsak dan in vsak trenutek. Tako, sem šla jaz, zdaj, ko sem bila operirana na koleno, sem šla k mami na grob, en mesec me ni bilo, ker sem bila res v postelji, nisem mogla vstati in nisem mogla verjeti, nisem našla groba, zato ker je bilo toliko novih ljudi okoli. Sem rekla, ne morem verjeti. Toliko novih grobov. Tako, toliko novih grobov. In sem rekla, vsak kraj po Sloveniji bi rabila eno tako mini svetovalnico, in na podlagi tega sem se odločila, da bom jaz osebno začela ustvarjati, ker jaz ne moram biti na vseh koncih, nekaj terapevte. Oktobra bomo začeli z enim konkretnim programom za tiste, ki želijo postati svetovalci na duhovni način za žalujoče. In potem upam, da bo iz te skupine, ki se že pridno prijavljajo, da bo nastali svetovalci in da bojo to prinesli po vsej kraju v Sloveniji in da se bo začelo o tem govoriti. To je zdaj ta moja velika vizija majhnega človeka, ampak verjamem, da nam lahko Kristi, a so vam pomagali angeli, da mi dve danes o tem govoriva? Seveda. Namreč, jaz sem vas povabila dokaj na hitro, tako bi rekla, tale knjiga mi je prišla v roke in še to bom povedala, da bi pravzaprav nekdo drug moral biti na ta termin, moj gost, in je nekako se odvrtelo in odpadlo. Tako. Pa veste, da sem zelo redko kdaj ob teh urah jaz sploh prosta. Še to. Ja, še to. Tako, kot sem jim povedala, datum za seveda, vse je namenjeno. Vse je namenjeno, ko mora priti sporočilo do ljudi, združijo dva primerna človeka in seveda tudi primerno ekipo okoli naju, in se odvija tako, kot se mora. Kristi, kako naj si ljudje recimo najdemo neko oporo? Dobro, ne govorimo o sebi, meni je duhovni svet zelo blizu. Ampak pravzaprav tisti, ki bi želeli, pa vendar pravijo, jaz pa nič ne čutim. Imajo pravzaprav neko željo, zdaj ne govorimo o medijstvu, čisto preprosto, nekako vzpostaviti stik z duhovnim svetom, ga začutiti, da bojo lahko verjeli oziroma vedeli, da to dejansko obstoja. Prva stvar, ki vedno šteje, je namen. Ko mi enkrat se namenimo, da jih bomo začutili, odpremo vrata, zlata vrata. Potem je pa treba te čute razvijati, kar pomeni intuicijo, brati duhovne knjige, meditacija. Meditacija je najboljše, najhitrejše orodje, kjer lahko dejansko začutimo. Ker jaz sem videla ljudi, ki so rekli, jaz v svojem vsakodnevnem življenju seveda take tempe imamo, vse se hitro dogaja, v meditaciji se umiriš, pa začutiš, da te nekdo poboža. Kaj boš rekel? Ali se ti meša, ali se pa nekaj dogaja? Tako da meditiranje, knjige, izobraževanje na tem področju, potem pa dostikrat vidim moje tečajnike, reče,
angelčki, dajte mi en znak, da ste z mano, ne? Pa srečujejo peresa, pa tako naprej, vse, kar so si oni zadali, da bo znak, seveda vesolje bo odgovorilo, ampak važen je pošten namen. Če nekdo hoče izhajati iz manipulacije, dajte mi znak zato, ker hočem dokazati, da obstajate, to nikoli ne bo odgovorjeno, zato ker je to stvar človeškega ega, nikoli duhovnega sveta. Ko se pa nekdo v iskreni prošnji obrne na nebesa, jaz še nisem videla, da bi bilo neodgovorjeno z druge strani. Kdo vam je najljubši angel? Ne morem, to je tako. To je tako, kot da imaš otroke, pa rečeš, kjer ti je najljubši. Vsi po vrsti. Zanimivo, imam različno obdobje, enkrat delam bolj aktivno z nekom, enkrat z drugim, enkrat z enim mojstrom. Mislim, to so nebesa. Tako nebesa so mi najljubša, zato sem najdla ta izraz, eno besedo, ne morem jih dati ne v predalčke, ne v kategorije, nikakor. Tu imam 2 knjigi. Ali je še kakšna, ali kakšna nastaja? Ste me dobila. Ja, nastaja, trenutno. Nebesa obiskujejo. Je knjiga o posmrtnem življenju. Knjiga, ki bo blazno odgovorila o tem, kaj je res na drugi strani, kdo so duhovi, ali nas res strašijo. To je taka velika tabu tema, ki se vsi bojijo. Ali obstajajo temne sile, kako se z njimi... Kup enih vprašanj. Ta knjiga bo pa novembra letos. Že šla? Ja, bo v kompletu z enimi takimi posebnimi kartami. Tako da, ja, novembra jo imam v načrtu, torej konc novembra, tam nekje v začetku decembra bo že na vseh policah. Pridno nastaja, tako da mislim, da bo odgovorila. Vse je veliko te literature, ampak ta bo pa mečkam spet drugačna. Veste, še nekaj je rekla, bi, da Slovencem so, ne glede na kakorkoli obračamo, vendarle te slovenske teme blizu. Samo stvari prevedene iz nekega drugega okolja, kot je Amerika ali morda kot je Indija, se zvenijo zelo eksotično, ampak po drugi strani vendarle niso del našega sveta. Zato recimo jaz osebno pozdravljam te vaše knjige. Naj vam bodo nebesa draga in mila in naklonjena. In seveda vsi tisti, ki vam pomagajo, vsi pomočniki. Upam, da je vaša mama zdaj le poslušala, da je morda kje tu z nama. Brez nje ne gre. In da se zabava in smeje, kljub temu, da dejansko ne vam, pa tudi meni ni življenje vedno naklonjeno, ampak pomembno je ostati vesel, hvaležen, ponižen, dober. Kaj še? Pristen. Ljubeč. Tako. Naraven, jaz vrce pravim to naraven. Duhoven ne pomeni biti prijazen, biti umeten pomeni biti pošten in naraven. Slediti svojemu srcu in ko enkrat temu slediš, ni napačnih poti življenja. Hvala lepa. Hvala. Naj ne bo nobene napačne za nikogar izmed nas. Tako, nasvidenje. Hvala, nasvidenje.